Danes v rubriki Na filmski krivulji nadaljujemo s predstavitvijo legendarnega Walt Disneyja. Njegov neverjetni entuziazem in občudovanja vredno zaupanje vase in tudi druge sta ga sčasoma popeljala naravnost med najvišje in najvplivnejše kroge hollywoodske družbe. 13. junija 1925 se je poročil z eno izmed svojih prvih sodelavk Lillian Bounce. Zakoncema sta se kasneje rodili tudi dve hčerki, Diane in Sharon. Le 3 leta po poroki je Walt ustvaril novega animiranega junaka, Miki Miško, kateremu je bilo kaj hitro usojeno, da postane najbolj prepoznavni risanček na svetu. Disneyjev neverjetni talent so prvič uporabili v njeni risanki Plane Crazy, vendar še preden je risanka izšla, se v filmski industriji že uveljavil zvok in tako je projekt splaval po vodi. Miki Miško je tako svoj prvenec na velikih platnih doživel šele v kratkometražni risanki Steamboat Willie, ki hkrati velja tudi za prvo risanko, pri kateri so uporabili sinhronizacijo zvoka. S kratkometražno animacijo Flowers and Trees je leta 1932 dobil svojega prvega od 42 Oskarjev, kolikor si jih je prislužil skozi svojo celotno kariero. Leta 1934 je pričel delati na načrtih za celovečerni animirani film. Ostala podjetja v filmski industriji so močno dvomila uspeh slednjega in so bila zato prepričana, da bo to finančno uničilo Disneyja. V njegovo početje pa so dvomili tudi njegovi najbližji, žena in brat Roy sta ga namreč na vse načine poskušala odvrniti od te, po mnenju mnogih, nore ideje. Pa vendarle je 21. decembra 1937 v Carday Circle teatru v Los Angelesu svojo premiero dočakal prvi celovečerni barvni govoreči animirani film Sneguljčica in 7 palčkov. Kljub gospodarski krizi je film postal eden izmed najdobičkonosnejših filmov vseh časov in se hkrati tudi kot nepogrešljivi spomenik zavedno vtisnil v zgodovino 7. umetnosti. Zanimivo pa je dejstvo, da so otroci za ogled filma morali plačati le 10 centov. Zbranim denarjem je Disney 24. decembra 1939 odprl nov studio, imenovan Walt Disney Studios, in tako nadaljeval z izdelavo celovečernih animiranih filmov. V obdobju naslednjih 5 let so pod Waltovim odkritjem nastale nepozabne klasike, kot so Ostržek, Fantazija, Dumbo in Bambi. Sledila je druga svetovna vojna, ki je za nekaj časa ohromila plodno ustvarjanje Disneyja in njegovega studia, a po teh sicer težkih časih so se vrnili še boljši kot kdajkoli prej. Posneli so prve v celoti igrane filme Otok zakladov, 20 000 milj pod morjem, Pes Shaggy in Past za starše, seveda pa ni manjkalo niti animiranih klasik, kot so Dama in potepuh, Stojnen dalmatinec, Trnuljčica in Meč v kamnu. Leta 1955 je Walt ustvaril tudi svojo prvo vsakodnevno televizijsko oddajo, imenovano Mickey Mouse Club, ki je z leti postala izjemno priljubljena. Leta 1966 so mu kot verižnemu kadilcu ugotovili raka na pljučih. Po prihodu v bolnišnico se mu je stanje naglo poslabšalo, kar je na koncu povzročilo srčni zastoj. Umrl je 15. decembra 1966, 10 dni po njegovem 65. rojstnem dnevu. Čeprav je Walt Disney umrl, pa njegovi sodelavci še vedno nadaljujejo z izdelavo risank in uresničevanjem njegovih sanj. Lahko bi rekli, da Walt ni nikoli umrl, saj živi v otroških srcih po vsem svetu in nas bo vedno spremljal z njegovimi nepozabnimi animiranimi filmi. Naj zaključim z njegovo bržkone najbolj poznano mislijo. Vse naše sanje se lahko uresničijo, če imamo dovolj poguma, da jim sledimo.